najbolj pogosto ženske, v srednjih letih spoznajo nekoga na spletu, ki je simpatičen, ki se z njimi pogovarja, ki jim daje čutiti, da so one pomembne. 40,4 milijona evrov so prijavili slovenski državljani policiji iz naslova spletnih goljufij. Spletne goljufije so številka 1. To niso eni mulci, ki skopirajo NLB spletno stran. To je kitajski organiziran kriminal, ki izvaja phishinge in imajo pakete tudi za Slovenijo. Ljudje kredite jemljajo za to in ljudem se v bistvu pol svet podre. Tudi jaz sem že dobil v pravem trenutku od Pošte Slovenije lažno sporočilo. Jaz sem se, ta zadnji trenutek sem se ustavil, ampak jaz se s tem ukvarjam 30 let. Tudi mi smo bili napadeni potencialno, ko je iz računovodstva dobila sodelavka moj mail, kjer da... Mora hitro nakazati 40 ur. Tako. Enkrat smo dobili povratni telefonski klic ene žrtve, ki je rekla, lejte, jaz vse razumem, kar ste mi povedali in verjamem, da je tako, ampak jaz se še nikoli nisem lepš počutila. Torej, jaz kaj naredim zdaj, ko dobim nekaj, kar nisem prepričan, kaj je na svet tukaj? Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta. Danes je z nami gost Gorazd Božič, direktor Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SICERT. Gorazd, dobrodošel. Hvala za povabilo. Kaj pravzaprav počne SICERT? SICERT pomaga tistim, ki sumijo, da so doživeli nek kibernetski varnostni incident. Ki se jim zdi, da mogoče, ne vem, je nekdo nepooblaščeno prišel do njihovih podatkov, da ne vejo, zakaj jih nekdo kontaktira, da imajo težave s povezljivostjo, pa mislijo, da jih kdo napada in tako naprej. In naš center je tukaj zato, da pomagamo ugotoviti, zakaj gre, preiskati, kaj je ozadje nekega kibernetskega napada in v bistvu potem rezultate predati tismu, ki je podal prijavo. Koliko ljudi se obrača na vas na letnem nivoju? Zdaj glih za leto 2025 imam v glavi še frišno statistiko, ker sem jo ravno dobro sproduciral. Incidentov smo obravnavali cirka 6100, kar je 35% porast v primerjavi z letom 2024. No, ampak druga metrika, ki je tudi pomembna, je, da smo lani dobili 14,260 sporočil, na katera smo se odzvali. Tako ali drugače. Imamo 3 linije obravnave. Ena je za phishing, kjer v bistvu damo samo avtomatski odgovor, pa poskrbimo, da čim prej pridejo relevantni spletni naslovi, te zlonamerni, na javno objavljen spisek. Potem imamo tako imenovano prvolinijsko pomoč, kjer obravnavamo različne goljufije, investicijske prevare, vrivanje v poslovno komunikacijo in tako, kjer je v bistvu obravnava dosti linearna. Dobimo prijavo, ugotovimo, zakaj gre, pošljemo nazaj navodila, kako ukrepati in se pogosto tam zaključi. Če ste žrtev investicijske prevare, je denar šel nekam in v bistvu kar lahko naredite, je, da prijavite zadevo policiji. Tukaj je izredno težko ali pa nemogoče izslediti storilce, te so iz tujine in imajo različne metode za zakrivanje svojega izvora. No, pa so pa te v bistvu bolj kompleksni incidenti, kjer gre pa v bistvu za neke vdore v računalniške sisteme, zdaj se temu reče, naprave z digitalnimi elementi, če malo dikcijo Evropske komisije uporabim. In moramo komunicirati tudi z drugimi deležniki, s kakšnimi ponudniki, operaterji elektronskih komunikacij, z sistemci na različnih lokacijah, če je recimo prišel poskus vdora iz tujine, moramo kontaktirati potem v tujini ustrezen organ, ki nam bo pomagal pri obravnavi tega incidenta. Naša naloga je, da nudimo pomoč, da imamo znanje o tem, kaj se lahko neprijetnega zgodi v kibernetskem prostoru in da vemo, kako odreagirati in pomagati tistim, ki so žrtve, da vejo, kaj je naslednji korak.
Kako velika ekipa stoji za tem? Ker sliši se zelo kompleksno. Zelo kompleksno, so pa zelo majhna ekipa. No. 13 nas je, vključno z mano trenutno. Tako da zelo počasno smo rasli in tukaj je mogoče moja kritika mal odnosa v državi, da se je dolgo časa to področje zanemarjalo. Da v bistvu ni nekako prišlo na agendo odločevalcev, da kibernetska varnost je pomembna in seveda danes pa vsi vemo, kako pomembna je. Ne? Je pa tukaj tudi razkorak, ne? Če pogledamo nek press clipping, ne? Ki ga imamo mi, se pojem kibernetske varnosti vsakodnevno omenja v takšnem ali drugačnem kontekstu, kako je to pomembno, pa izobraževanje, pa tako naprej. Ne? Ampak kako se pa to preslika potem v neko vizijo razvoja, v neka sredstva, ki jih država vlaga, je pa malo drugačna zgodba. Torej, ti si eden redkih gostov, ki si v tem podcastu, ki ni naš študent NLP-ja hipnoze coachinga, ker to je zdaj moja strast in hobi že vrsto let, vendar midva se poznava že bi rekel tako, preko 25 let. Ja. In jaz sem v bistvu diplomiral z področja informacijske varnosti, 2krat magistriral na tem področju in doktoriral, torej to je bilo moje osnovno področje in še vedno se s tem vsaj deloma ukvarjam. Prvič si bil ti na enem našem dogodku leta 2004, novembra, in takrat si imel temo obravnavanje varnostnih incidentov. Se spomniš vsaj približno, kaj si ti pred 22 leti predaval in kakšni so bili varnostni incidenti takrat? Jaz, če se prav spomnim, sem predaval o tem, kaj pravzaprav CERT je. Zakaj rabimo nek Computer Emergency Response Team, kako je prišlo do tega, da se je ustanovil ta prvi v ZDA, kaj so bili povodi takrat za to, kaj se dogaja v Evropi na področju te CSIRT skupnosti, kakor se reče, Computer Security Incident Response Team, pomeni kratica. In v bistvu najpogosteje obravnavane incidente, mislim, da sem prikazal. Takrat so bili stvari neprimerno bolj enostavne, ampak smo imeli že zgodbe, o katerih se je dalo govoriti. Mislim, da smo ravno takrat jeseni 2004 v bistvu smo imeli en večji napad na Telekom Slovenije oziroma SIOL, kar je povzročil izpad SIOL-a za cel vikend. To smo potem v dokumentarcu hackeri.si tudi prikazali, kako je to potekalo. Imamo tudi ljudi, ki so bili udeleženi v tem, oziroma ki so to povzročili. Takratne hackerje. Imeli smo medsebojna obračunavanja hackerskih skupin. To je bil zelo drugačen svet od današnjega. Danes se vse vrti okrog monetizacije. Tele spletne goljufije, kako v bistvu unovčati, kako ukrasti čim več denarja na internetu. Ne? In tudi slovenska policija je lansko leto objavila podatke, mislim, da 40,4 milijona evrov so prijavili slovenski državljani policiji iz naslova spletnih goljufij. In če se prav spomnim, je policija že leto prej rekla, ko je bilo 30 milijonov, da je to presegel ves ostali gospodarski kriminal, ki ga oni beležijo. Se pravi, spletne goljufije so številka 1 in izgube se tukaj vsako leto večje. Ne? In to je nekaj, kar bomo morali začeti naslavljati še bolj resno. No? Kako pride sploh do spletne goljufije? Zelo enostavno, z social engineeringom, družbeni inženiring. Mislim, da nimamo čist neke take uveljavljenega prevoda. Gre v bistvu za to, da nas nekdo prepriča, da je nekaj res, kar ni. Ne, se pravi, če vzamemo en primer ljubezenske prevare, kjer so tarče osamljene najbolj pogosto ženske, v srednjih letih spoznajo nekoga na spletu, ki je simpatičen, ki se z njimi pogovarja, ki jim daje čutiti, da so one pomembne in jim kasneje po nekaj mesecih teh priprav začne izražati čustva, ljubezen in to. Metode, ki jih uporabljajo, je to, da pač izdelajo profil, tak všečen profil, ali je to zdravnik, vojak nekje na misiji, ki je osamljen, udovec recimo, ampak ima otroka in potem tudi ta otrok pride kasneje v igro, kako da
je on razložil zdaj, da ima v bistvu neko partnerko nadaljavo, tudi sinu, in da sin je zelo vesel in se strinja in tako naprej. Se pravi, pritiskanje na taka na čustva in ustvarjanje videza, da je resničnost drugačna, kot dejansko je. Ne? In to je nekaj, kar čemer se ne moramo izogniti. Ne? Tako so naši možgani organizirani, da mi ne vidimo sveta popolno in nismo mi racionalna bitja kompletno. Ne? In vse en primer so recimo te razni triki čarodejev, kjer nas tudi, ker vsi vemo, da so to triki, da to ni res, kar mi vidimo. Ne? Ampak nas odnese v to, da ne moramo ugotoviti, kako je do tega trika prišlo. Ne? Se pravi, naši možgani na svoj način interpretirajo različne signale in to izkoriščajo goljufi. Drug primer je, recimo, da te pokličajo, da si na njihovi platformi za trgovanje s kriptovalutami se že nekaj let nisi logiral in da tam te čaka 0,6 bitcoina, ne, in zdaj pač, če se da boš logiral, bojo pač oni te bitcoine prenesli na nek drug račun. Ne, in ti dobro veš, da nisi bil teh 0,6 bitcoina, ne, ampak zakaj bi se odrekel tako podarjenemu denarju, ne? In to je ta uvod, kjer se začne komunikacija z goljufi in te začnejo prepričevati, da bi pa mogoče še več investiral, ti kažejo neko platformo, kjer dobivaš ti v bistvu zelo visoke donose na neka vložena sredstva. Mogoče na začetku ti celo pustijo, da si izplačaš nekaj, da vložiš 100 evrov, ne, dobiš nazaj 700 recimo, ne, in rečeš, ok, da probam še to je zdaj dvigant, in ti dejansko plačajo teh 700. Rečeš, ok, tole pa zgleda legit, ne, in pa te prepričajo, da daš 10 evrov not, ne. In ljudje kredite jemljajo za to. Zgubljajo bitcoine tisti, ki so bili zgodaj v tekmi, pa so jih nakopičili veliko, ne, v takih investicijskih prevarah. In ljudem se v bistvu pol svet podre, ker ne samo, da vse svoje prihranke dajo, tukaj še zakreditirajo se, dajo hipoteke na hiše. Se spomnim enega zanimivega primera, to je sicer leta nazaj, ko nas je klicala žena nekoga, ki je nasedel na neke zgodbice, na nigerijsko to prevaro, da v bistvu ga čaka neka zapuščina, nekje samo mora še neke stroške poravnati, ne, in se je ona bala, da bo vzel hipoteko na hišo in da bojo hišo izgubili in da bojo ostali na cesti in ga nikakor ni mogla prepričati, da gre za prevaro. Ne. In takrat smo imeli recimo pogovor o tem, a obstaja sploh kakšen mehanizem, da v taki situaciji se ukrepa. Ne. Smo sicer pravni laiki, ampak se nam zdi, da edini način je to, da se nekoga določi za opravilno nesposobnega, kar pa mislim, da je zelo dolgotrajen proces in zelo močni dokazi morajo biti za to, da se nekoga razglasi za opravilno nesposobnega. A drugih mehanizmov za zavarovanje, kadar eden od svojcev pade v tako luknjo, pa pravzaprav ni. Ne? In tukaj pol tudi vprašanje, kakšne vse tragične zgodbe se odvijajo za tistimi prijavami, ki jih mi dobimo. Zdaj, te stvari, ko jih zdaj tako predstavljaš, se slišijo tako nenavadne v smislu tega, kako to, da ljudje, ker je tako nelogično, dajo svoj kontakt, dajo svoj mail, dajo svoj denar. In me samo zanima, če govoriva o ljubezenski prevari, ne, ali v tem primeru oseba vidi fizično to osebo, ali je to sam nek tekstovni kontakt. Skonstruira se celoten profil z fotografijami, zdaj v bistvu v obdobju te generativne umetne inteligence, ne, se uporabljajo tudi ta orodja za prikaz, ampak izkaže se, da ljudje zelo hitro verjamemo nečemu, kar želimo verjeti. Ne, če nam nekdo ponuja nekaj, kar nam v življenju manjka, smo zelo nekritični do tega, kaj sprejmemo kot zgodbo. Ne. Se dejansko uporabljajo in imamo primere, smo videli primere, ko dejansko so se uporabljale fotografije vojaških zdravnikov ameriških iz njihovih Facebook profilov,
da je nekdo pač nekaj objavil na Facebook profilu, dejansko bil na neki misiji in potem goljufi poberejo to in skonstruirajo v bistvu nek lažni profil z temi materijali. Ne. In tukaj zadaj, to zdaj vemo že nekaj let, da zadaj je v bistvu, če temu rečem, industrija, organiziran kriminal. Ne. Eno zelo zanimivo predavanje sem poslušal lansko leto na konferenci, ko sta dva japonska raziskovalca šla pod krinko v to kitajsko spletno podzemlje, če tako rečem, ne, kjer se trguje in ponuja različne nelegalne stvari. Njuna želja je bila, da bi se nekako utihotapla noter v ta v bistvu strukture, ki izvajajo phishing napade. Ne. In kako to zgleda? Ne? To niso eni mulci, ki tam postavijo, ki skopirajo NLB spletno stran. Ti prideš tja na ustrezne tiste temne forume, oznaniš, da bi rad ti se pridružil temu izvajanju phishing napadov, se opravi neko preverjanje, ne, da nisi ti v bistvu nek podtaknen element, da nisi nek policaj pod krinko in tako. Ja, ja. In moraš to nekako dokazati online. Ne. In potem, če te sprejmejo, dobiš mentorja, se ti dodeli mentor, ki seveda za ustrezno provizijo vsega, kar ti pol pobereš od phishinga, ne, te nauči, kako to izvajati. In ti dobiš starter kit. Ti dobiš v bistvu vsa orodja, že pripravljena za to, da v bistvu brez nekega tehnološkega znanja ti lahko v bistvu s parimi kliki postavljaš phishing sajte. Ne? In se prav spomnim, na predavanju so kazali nek zaslonski posnetek iz Telegram kanala, no, ko sta se dogovarjala in sem videl, ker so tam bile tako ikonce, pa zraven opisi, kjera spletna mesta so na voljo za to, da postaviš, in se spomnim, je bila Bolha tam in je bil NLB, je bil tam. Ne? To je kitajski organiziran kriminal, ne, ki izvaja phishinge in imajo pakete tudi za Slovenijo. Se pravi, da se nekdo odloči, da bo pa na Bolhi te napade izvajal. Tako. In potem te mentori tudi naučijo, kako monetizirati to, kako zakriti ta denarni tok, ne, da v bistvu policija ne more slediti, do kam je to šlo. Kaj zdaj narediti z ukradenimi kreditnimi karticami, ne? Te se načeloma lahko izsledi, kaj lahko kupuješ, da ne bo, pač paket mora nekam prideti, ne. Se pravi, bolj storitve nekaj kupovati, ne, kjer lahko navedeš lažne podatke, ne. Tako da tukaj mi se borimo proti organiziranemu kriminalu. Včasih, prej si me vprašal, kako je takrat izgledal. Ja. No, takrat je izgledal veliko bolj nedolžen. Takrat smo govorili bolj o hekerjih, tukaj ni bil finančni motiv glaven. Danes govorimo o organiziran kriminal, na tej strani vse mora na koncu imeti neko finančno korist za tistega, ki to počne. Po drugi strani govorimo pa seveda tudi o state sponsor napadi. Ne? Se pravi, da imamo skupine državno podprte, tukaj tako mačka okoli vrele kaše, ne? Gremo verjetno neka skupina, ki jo podpira tajna služba te pa te države, ne? Tako zelo smo previdni pri tej atribuciji, ne? Ampak vemo, da te povezave obstajajo in sploh v tej geopolitični realnosti vemo, da recimo, ko se je izvedla invazija na Ukrajino, je istočasno temu tudi zdaj mi rečemo, detonirali viruse, ki so v bistvu v ukrajinski državni upravi na okuženih računalnikih pobrisali vse podatke. Se pravi, namen je bil motna delovanja državnega aparata, povzročanje zmede, konfuznost, malo kaotično stanje. In to je zdaj komponenta, ki se uporablja in zdaj se vsi mi sprašujemo, smo lahko gledali tiste posnetek ameriškega vojaškega letala, ki je padel dol v Kuvajtu, ne? In mi, ki se ukvarjamo s kibernetsko varnostjo, smo se takoj začeli pogovarjati o tem, a je tukaj zadaj bila kakšna manipulacija z kakšnimi komunikacijskimi sistemi, a je nekdo ugotovil, da se da nadaljavo pridati noter v te
v ta letala, ki so tudi polna zdaj nekih digitalnih komponent, ne, in zna izključiti avion, če tako rečemo. Ne. Zdaj, lahko je bilo čisto nekaj drugega, ampak ta vprašanja se tudi odpirajo. Ne. Mislim, poslušal sem eno vsebino, ne, ko je nekdo tudi od državni upravi, mislim, sodelavec od Trumpa, imel to napravo, ki imam jaz, za merjenje spanca in tako, kako lahko nekdo izkoristi, ali pa kako je lahko to varnostni incident, da ima nek višji državni uradnik neko napravo, ki meri spanje, gibanje in vse razne performanse. Kako je to lahko varnostno tveganje? Kaj lahko recimo nekdo, ki ima to napravo, ogrozi državo? To je bilo prav ena izmed glavnih novic v medijih. Gre lahko za odtekanje podatkov, lahko da ima tudi GPS noter naprava, odvisno od funkcionalnosti, ne, se pravi, da se da locirati, kje ta oseba je, da se da ugotoviti, mogoče je že zadosti ugotoviti neke ritme budnosti in spanja, se pravi neke navade. Lahko se mogoče ugotovi, da ima, če meri srčni utrip, ne, da ima mogoče povišen srčni utrip. Ne. Je to mogoče za nekoga zanimiva informacija, da ima pač ta uradnik. Zdaj, če gre pa za nekaj, kar je pa na nivoju Apple Watcha ali pa teh Samsungovih, ki je že kompleten računalnik to, ne, samo z manjšim zaslonom, ne, a potem so pa tukaj je pa to možnost izrabe podatkov praktično taka kot na računalniku, ne. Sploh, če se sinhronizirajo pol sporočila, pošta, da v bistvu so vsi podatki, ki so nekje na nekem računalniku potem sinhronizirani s to uro, ni pa tega zavedanja, da mogoče je pa to v bistvu nek vstopni vektor, na kjer ga nismo pomislili, ne. Ker nas malo zavede, pa se to je neka ura, to ni nič posebenega, ne. Zdaj bolj, če tako rečem, neumna, ko je naprava, ne, manj, ko ima funkcionalnosti, ožji je ta prostor izrabe, ne. Več kaj tega, bolj se lahko to izrablja. Recimo znani so primeri, ko so na podlagi javno objavljenih podatkov od teh trackerjev na Stravi, na aplikaciji Strava, ugotovili, kje se nahajajo ameriške vojaške baze, ker so vojaki jogali okrog baz. Ne. Ne. In se je tam v bistvu pol videli, da sred neke puščave, ne, polhan enih ljudi teče tako v krogu. Ne. Tako da to digitalno življenje je super, mi kupujemo nadaljavo, od covida naprej delamo nadaljavo, to se nam je olajšalo, ampak ta digitalizacija je povzročila, da smo veliko bolj ranljivi. Ne. Imamo tudi primere, recimo, ko določen del populacije, ko starejši mogoče niso toliko vešči uporabe ali pa se ne zavedajo vseh pasti. Ne, ker so glavni del življenja živeli v svetu, kjer če je prišlo pismo, ki je imelo glavo od banke, si to smatral za avtentično pismo. Ne. In dejansko je bilo, in ni bilo tukaj nekega goljufi, ni bilo to toliko pogosto. Ne. In zdaj dobijo SMS od banke, da morajo iz nekega razloga klikniti na link. Ja, seveda bojo kliknili na link. Ne. Naprave so narejene za to, da klikamo na linke, in internet je narejen za to, da v bistvu so te linki povezani in mi to uporabljamo pri brskanju. Ne. In pol reči, ko imamo tudi program ozaveščanja, mi vemo, da ne moramo reči ne klikati na linke. Ja, kako boš vedel, na kjer ga klikati, kjer ga ne? V podjetju dobi v glavno pisarno, v tajništvu dobijo obvestilo o izvršbi od Fursa. Ne, to je seveda potvorjeno, ne. Ampak kako bo v bistvu nekdo v tajništvu vedel, da je to potvorjeno? Ne. To je zmer težje ugotoviti, moraš biti blazen strokovnjak, ne. In naloga nekoga v računovodstvu tam je, da hitro odreagira. Kakšna izvršba? Se nismo nič dolžni, tukaj gre za napako. Ne. In klikne na tisto zato, da pač se izogne tveganju, da bo podjetje padlo v neke dolge, predstavlja si v neke dolge postopke, kjer bojo dokazovali, da je to prišlo do napake. In je to pač že v bistvu prvi korak. Tako da ne moramo reči, ni enostavnih receptov, da rečemo, če se boste pa takole obnašali, potem boste pa varni.
Računate treba na to, da se lahko neprijetne stvari zgodijo in razmišljati o tem, kaj potem, ko se nekaj takega neprijetnega zgodi. Kakšna bo škoda, ali lahko v bistvu postavimo neke ovire. To je bolj recimo v podjetju, se da za segmentacijo omrežja določene stvari narediti in da se potem omeji škoda samo na en krak omrežja in ne prizadane drugih. Tam, ko upravljajo s kritično infrastrukturo, imajo še močnejšo delitev, še v bistvu ločevanje omrežij, da niso povezana medsebojno. Lekcija torej, lahko se nam zgodi vsakmu od nas. Tudi jaz sem že dobil v pravem trenutku od Pošte Slovenije lažno sporočilo. Jaz sem se, ta zadnji trenutek sem se ustavil, ampak jaz se s tem ukvarjam 30 let. In sem mogoče tudi malo na tisti paranoični strani glede tega, na kaj klikati in na kaj ne. Ampak sem bil skoraj tam, zato ker sem pričakoval paket. Vse se je, po naključju se je poravnal, tako da kaj bi se takrat zgodilo. O tem je treba razmišljati. Koliko denarja mi lahko poberejo. Torej jaz kaj naredim zdaj, ne vem, če to je dobra poteza, ko dobim nekaj, kar nisem prepričan, grem na umetno inteligenco, torej na chat ali pa na Gemini ali pa nekam in preverim, ali je to legitimno ali ni. A se ti zdi to, da bi bil dober nasvet za druge, da preden klikajo na nekaj, kar ne poznajo, preverijo na spletu, ali obstaja prevara, ki je na to temo narejena ali ne, ali je ta naslov, s kateri je prišlo legitimen ali ne. Kaj je nasvet tukaj? Ali sploh neš klikati? Mi smo recimo probali malo ta orodja, kot so ChatGPT, in presenetljivo dobre rezultate kaže. Ampak vedno bolj se izpostavlja to, da so te modeli narejeni temu, da ugajajo uporabniku. Tukaj imamo spet ta engagement. Proizvajalci teh orodij želijo, da čim več časa prebijemo na njihovih orodjih. Zato so modeli zasnovani tako, da ti bojo ugajali. Pa je pa odvisno, kako boš vprašal. Če boš vprašal, ali je profil tega vojaškega zdravnika resničen, bom zelo razočarana, če se bo izkazalo, da je lažni. Kaj bo ChatGPT odgovoril? Ne vem. Verjetno, ki je resničen. Če je že skopiran, je resničen. Bolje vprašanje, ali je tisto sporočilo resnično, ki ga je zdravnik poslal. Ja. Tako da jaz se ne bi 100% zanašal sam na ChatGPT. Obstajajo tudi bolj enostavne metode poklicati na banko, preveriti, razmisliti, zakaj zahteva pa pošta zdaj od mene, ne vem, 1 evro za dostavo paketa. Saj sem že vse plačal. Ker to je samo izgovor, da daš podatke v kreditni kartici in pa na 1 evro. Zdaj bojo pač to, kar lahko dosežejo na limit. Cel limit pobrali. Ja, tako. Ja. Tako da to vprašanje, zakaj v bistvu mi zdaj nekdo nekaj ponuja, recimo, ko imaš te oglase o bajnih zaslužkih z delom od doma, ponavadi je, vidiš tam oglas, mati samohranilka zasluži 700 evrov na teden, Ja, zakaj pa vsi ne zaslužimo 700 evrov na teden? Ker s tem, da bomo malo od doma delali neke bedarije, malo klikali po spletu. A veš, tukaj se vprašati, zakaj me nekdo neke take neverjetne zadeve ponuja? Tukaj so neki mehanizmi, ki se jih tudi, ki mislim, da so že dosti dobro opisani, kako da v bistvu to racionalno razmišljanje je za nas naporno. In če poznaš mogoče tisto knjigo Thinking Fast and Slow, ki govori o tem, kako da imamo sistem 1 pa sistem 2, in sistem 1 je evolucijski, kjer na hitrem pregledu okolice ugotovimo, a je nekaj tvegano za nas ali ne. Sistem 2 je pa ta naporni, racionalni, in mi veliko hitreje skočimo v sistem 1, kot v sistem 2. Ker nekaj verjamemo na podlagi nepopolnih podatkov. Zdaj, večina hekerjev, si rekel, prihaja iz Kitajske, Rusije, z katerih držav? Lahko sploh definiramo, s kje so tudi Amerika, tudi Velika Britanija, tudi tam so bile recimo neke ransomware skupine, ki so služile z izsiljevalskimi virusi. Problem Rusije in Ukrajine je bil, da
Zdaj se situacija malo spremenja, ker je Ukrajina v vojni, ne? Ampak še zmeraj prihaja do napadov, ki so povezani z hekerji, ki so v Ukrajini. Zdaj Rusija pa ni preganjala spletnih kriminalcev, če niso bili oškodovanci iz Ruske federacije. Ne? In zato veliko virusov pogleda, recimo preveri, katero tipkovnico imaš ti nameščeno v operacijskem sistemu, ne? In če imaš rusko ali pa iz tega območja bivše Sovjetske zveze, ne, se virus deaktivira. Tako da, Torej, Rusi so zaščiteni. ja, zgodilo se je par primerov, kjer so pa bile žrtve in potem po njih useka FSB, ne, in jih aretira in jih kaznuje. Ne. In zdaj v tej geopolitični situaciji seveda ni pričakovati, da bo zahodne policije z rusko sodelovali. Ne. Kako se bo to razvijalo, ne? Kako se bo to probal ukrotiti oziroma vladati, ta razmah spletnega kriminala je veliko vprašanje. Ne? Na to nimam odgovora, recimo. Je lahko kakšna ocena, koliko je teh ljudi po vsem svetu? Vedno več, to sigurno, ne? Ker jih mami dokaj hiter zaslužek, kjer si zaščiten z tem, da operiraš iz neke lokacije, kjer veš, da te ne bojo preganjali. Ne. In imaš mehanizme, da zakriješ svoj izvor na različne tehnične načine. In to, kar malo jaz pogrešam, je, da bi se podjetja, ki nudijo neko zaščito, kot je Cloudflare, ne, po drugi strani nudijo zaščito tudi kriminalcem, ne, in se zelo, zelo slabo se odzivajo. Zdaj, koliko jih je, se pa ne bi upal neke številke ven potegniti iz lufta. Ne vem, 10, 100 tisoč, milijon. Tako, kaj bi bila tvoja cena? Predvsem razmišljam, da 13 ljudi v Sloveniji se bori proti dosti večji ekipi. No? Dosti večji ekipi, to sigurno. Zdaj, ampak tukaj vedno imaš ta razkorak, ne, med v bistvu zaščito pa med recimo storilci, ki izvajajo nek kriminal ali pa neka ofenzivna dejanja, pa v bistvu pol zaščito pa obrambo na drugi strani, ne, tako kot policija mora vedno počakati. Mora se zgoditi kaznivo dejanje, preden lahko oni odreagirajo. Ne, vse veš, tisto predvidovanje zločinov, ne, to je predmet znanstvene fantastike, ne, in to, kaj se pol zgodi, če bi probali pred dejanskim storitvijo kaznivega dejanja. Tako da jasno je, da smo en korak zadaj. Ne, to po definiciji smo, ker moramo počakati, da se nekaj zgodi, da lahko odreagiramo. Malo se to navezuje na to, kar smo vprašali, kako je bilo pred 20 leti ali pa pred 30 leti, veliko bolj enostavno. Ne? In jaz na srečo sem se lahko 30 let spotoma učil novih in novih zadev. Zdaj nekdo, ki pride pa na novo, je pa to zelo kompleksno področje ratal in zdaj že imamo specializacije. Tudi mi razmišljamo, da bomo morali uvesti specializacije, da v bistvu ne boš univerzalni strokovnjak za kibernetsko varnost, ampak se boš recimo ukvarjal z ranljivostmi in s tistimi procesi, ki se tičejo ranljivosti in kako preveriti, dejansko ranljivost obstaja, kako jo oceniti, kako jo ovrednotiti po tistih lestvicah, ki obstajajo, kako pol to sporočiti javnosti, koga vse kontaktirati in tako naprej. Na drugi strani bomo imeli digitalne forenzike, ki bojo delali preiskave, ki bojo brskali po logih. Imamo že zdaj, recimo, moji kolegi delajo analizo virusov oziroma vse zelo namerne kode in imamo laboratorij, kjer to počnemo, pomagamo tudi policiji pri teh preiskavah. Tako da imamo že v bistvu to specializacijo, pa nekaj, kar je na robu, pa običajno rečemo, ni več naše področje dela, so pa dezinformacije. Vplivanje na javnost, vplivanje na izid volitev, ne. Tudi to se dogaja po Evropi in tudi pri nas lahko že opazujemo to. Kako pa lahko to sploh odkriješ in kako lahko to preprečiš? Zelo težko. Preprečiti je še sploh
to težko odkriješ, lahko za nazaj lahko ugotoviš, da so se dogajale neke anomalije. Bili smo na sestanku z predstavnikom iz Mete, se pravi Facebook, Instagram, pa WhatsApp, in je razložil, da v bistvu za vsak račun, recimo na Instagramu, oni spremljajo 14,000 parametrov. Z namenom ugotavljanja anomalij, da bi ugotovili, in se mi zdi, da so začeli to vprašanje vplivanja na volitve jemati resno. Zdaj, ko govoriva o incidentih, ki so potem lahko kazniva dejanja, koliko procentualno teh incidentov, ki so prijavljeni, vi tudi naprej predate policiji? Policija v bistvu ima veliko raj, če to naredijo oškodovanci. Ker imajo postopke take, če nekdo pride pa reče, škoda je bila povzročena, je veliko lažje potem za policijo speljati ta postopek, ugotoviti, kje je po kazenskem zakoniku, po katerem členu, kako opredeliti škodo, to mora biti zelo natančno, da potem to lahko tožilstvu predajo, ne, tako so nam razložili, tako da mi napotimo pol oškodovance. Nimamo pa vedno te informacije. Mi lahko svetujemo nekomu, ki je žrtev investicijske goljufije, da naj se obrne na policijo. Zdaj, a je šla ta oseba na policijo ali ne, mi ne dobimo povratne informacije. Včasih ljudje rečejo prijavo, napišejo ob prijavi, sem podal prijavo tudi na policijo. Tega posebej mi ne beležimo, da bi rekli, aha, zdaj tukaj je tako. Ne? Mogoče podobno vprašanje v tem stilu je, koliko incidentov, ki niso prijavljeni. Ti lahko ponudim. To je bilo vprašanje, ki smo rekli, to je pa skoraj nemogoče odgovoriti, ampak pol na podlagi nekih ocen kolegov iz tujine verjamemo, da je samo 1/3 incidentov prijavljenih. Mislim, to statistiko verjetno s policija ima. Imaš ti statistiko, koliko incidentov s področja kibernetske varnosti na leto v Sloveniji je prijavljenih? Recimo na področju goljufij lahko naredimo to primerjavo. Nisem šel pa gledati, bi moral pogledati številke, da v bistvu vidimo, kako se to pokriva s tem, kar mi sigurno več tega obravnavamo. Kar se pa vsebine tiče, pa v bistvu imamo tudi ponovadi enkrat na leto nas policija povab, ko imajo v bistvu srečanje na temo spretnih goljufij in potem imamo možnost izmenjati izkušnje in lansko leto je bila zelo jasna ugotovitev, da se z enakimi zadevami ukvarjamo. In tukaj zdaj iščemo načine, kako mogoče zboljšati s skupnimi močmi to, kaj se zgodi, ko ti prideš na neko policijsko postajo. Tisti policaj, ki bo delal zapisnik, mora imeti nek postopkovnik. Kaj narediti v takem primeru? Imamo v bistvu potem kriminaliste, ki so specializirani za to, ki vejo. Ampak ti na policijski postaji boš komuniciral z nekim policajem, njemu je treba dati navodila, kako zadevo eskalirati, kaj vprašati v določenem primeru, in tukaj zdaj smo se začeli dogovarjati s policijo. Oni imajo sicer neke postopkovnike, ampak so rekli, to je malo že zastarelo, rabimo dopolniti, da bi skupaj to naredili, smo rekli, super. Tako da imamo to izmenjavo za podatke, pa lahko pa jih kasneje naknadno pošljem. Zakaj ljudje pridejo k vam in manj pa grejo na policijo? Jih je strah policije? Ali, kaj je v bistvu? Razlogov je lahko več. Mogoče niti ne pomislijo, da bi se policija s tem ukvarjala, mogoče niti ne vejo, kaj se bo zgodilo. Nekateri zna biti, da mislijo, da smo mi del policije. Razlogi so lahko različni, sigurno je pa tudi to, da v bistvu najprej bolj mehek pristop, razmišljate, zdaj pa na policijsko postajo, pa tam bojo polhan stvari sprašvali. Včasih je pa tudi z policije, kadar se jim zdi, da ne morajo kaj dosti pomagati, usmerijo k nam. Če imamo mi še kakšen nasvet, kaj se da narediti. Zdaj, je možnost tudi to, da ljudje, ko se jim to zgodi, jim je neprijetno, narodno, sram, in tudi, če govorimo o gospodarskih družbah, da jih je strah, da bo škoda zaradi varnostnega incidenta večja, recimo govorim o nekem ugledu mogoče, da bo tam večja škoda. Da bo poslovni partnerji začeli dvigati obrvi, je varno, mislim, je varno za naš posel, da sodelujemo še z njimi. Zdaj jaz mislim, da tukaj v Sloveniji je ta kultura še ima možnost izboljšave.
Da je še veliko tega razmišljanja, da naj se pometejo stvari pod preprogo, da o tem se ne govori. Zdaj zakonodaja, zakon o informacijski varnosti to spreminja, ne? Ker določa, zdaj, če si zavezan po zakonu, pol moraš to, in če ne, lahko sledijo tudi neke kazni. Ne? Torej, vsak, ki je po zakonu obvezen, da to prijavi, mora prijaviti. Ja, kadar gre za pomembnejši incident, in zakon določa, kdaj je to, kadar so neki pragovi preseženi. Če niso, lahko tudi v bistvu incidente manjše stopnje lahko prostovoljno tudi prijaviti, tako zavezanci kot nezavezanci. Ne? Tudi recimo, če tvoje podjetje ne doseže unih pragov, da ti si nek bistveni ali pa pomemben subjekt ali pa ne deluješ v unmu sektorju, ki to določa, lahko ti prostovoljno prijavo pošljaš. K nam na CERT in te bomo obravnavali, če bi zdaj prišlo do nekega večjega incidenta, pa bi se prioritetno seveda obravnavali. Ukvarjali z bistvenimi pomembnimi subjekti, tako če poenostavim kritično infrastrukturo, in bi tam reševali zadeve in bi dali te prostovoljne prijave bolj na stran. No. Deva moče tako poenostavljeno verzijo nekega phishing napada. Kako to zdaj? Torej, nekdo postavi stran, ki je podobna NLB strani. Tako. Povabi ljudi preko SMS-a ali pa elektronske pošte, ne se tja prijavijo, spremenijo geslo, ali pa naredijo neko drugo aktivnost, s tem na tej lažni strani dobi podatke in s temi podatki potem nekaj naredi, kar prinaša neko finančno škodo tej osebi, ki je... Tako, ja. Zdaj vse banke morajo še uporabljati te potrditvene kode, tako da če si ti nekdo, ki dela phishing, moraš tudi razmisliti, kako boš prestregel to kodo, ali pa prepričal lastnika računa, da ti jo pošle. Ne? In tukaj dostkrat vidimo ta spet družbeni inženiring, da v bistvu tebe prepričajo, da iz nekega razloga boš ti zdobil zdaj kodo in daj prosim posredovati. Ne? Lahko te pokliče v imenu banke, nekdo se predstavi, da je uslužbenec banke in predstavi neko zgodbo, da je prišlo do neke težave, da so v bistvu, da je v nevarnosti tvoj račun, da ga bo banka zaklenila, če v bistvu se nave preverjali podatki in če se lahko ti v bistvu zdaj prijaviš in pol daš uno potrditveno kodo in tako naprej. Ne? In zakaj ne bi temu verjel, mislim? Kje so zdaj, da tukaj ni nekih blaznih alarmov, da bi se prežigali. Ne? To je zgodba, ki, ja, banka bo rekla, mi vam nikoli ne bomo rekli tega. Ne? Sam v nekem trenutku, ne, a boš ti res vedel to. Ne? In ti si pa recimo, zadosti je že, da si na blagajni v trgovini, ko se to dogaja. Ne? In tebi se mudi, ti moraš s telefonom tudi plačati tist, ne? In boš hiter tist naredil, sam da probaš urediti stvar. Ne? Si v neki časovni stiski in hiter je treba narediti. To je tudi metoda. Ne? Mudi se, zdaj le morate to narediti, drugače bo prepozno. Ne? Se to je pa isto, kar se uporablja tudi v marketingu. Ne? Kupite zdaj. Ne? A veš, čas je omejen. Zdaj le morate reagirati. Ne? Tako da to je tipičen potek phishing napada. Kakšne so tukaj možne zaščite, kot to, da rečeš, v redu, vas pokličem nazaj, da dejansko oseba pokliče na banko, ne da je klicana iz neke neznane številke. Če je kitajski naglas ali pa ruski naglas, ker verjetno ti ljudje lahko niti niso nujno v Sloveniji, ne, ali pa če je neka umetna inteligenca, ki kliče, ne, je takoj neka rdeča luč. Še kakšen tak način, kaj svetuješ? V bistvu tukaj se jaz bojim, da bo treba pogledati tudi na možnost, da banke posodobijo oziroma dodajo še dodatne ovire v te svoje aplikacije. Ne? Če je to, kar smo mi dva opisali, to je moje zdaj osebno mnenje. Če to, kar smo opisali pri tem napadu, zadost, da nekdo pobere vse življenjske prihranke nekomu, potem moramo iti nazaj za tablo in pogledati, kaj se da še narediti, da bojo ta digitalna orodja vsebovala prepreke, ki bojo tveganja zmanjšala, če se ne preprečila. Ali je to, kar smo zdaj naredili, zadost? Vse jaz razumem banke, oni so naenkrat dobili neke zahteve zakonske, da morajo biti skladni s tem, unim, tretjim, takole morate poslovati.
banke so se lotile tega, so rekli, ok, prav bomo naredili mobilne denarnice, so naredili nek software, ki je lahko zdaj mogoče sporen že z tega, ne, a je ta software prilagojen recimo nekomu, ki je barno slep, ne, a je to stvar operacijskega sistema na mobilni napravi, ne, da bo zdaj poskrbel za to dostopnost oziroma accessibility, ne, ali more tudi tisti, ki razmišlja o dizajnu mobilne banke, kaj to. Jaz recimo ne razumem, zakaj ta Zvem, ne, aplikacija nima na prvem mestu napotnic pa receptov. Ker jaz nekako mislim, vsaj ko vidim, kako pomagam mami pri uporabi te aplikacije, ne, ona rab napotnice pa podaljševanje receptov. Ampak to je nekje spodaj, ti se moraš poskrolati nekam dol, da prideš do tega. Ne. Take enostavne zadeve. Ne. A se je to potestiralo na nekih fokusnih skupinah? To včasih je bil recimo en del procesa razvoja nekih aplikacij, programske opreme, da si pol imel fokusne skupine in si potestiral svoje koncepte in zbral feedback in na podlagi tega mogoče naredil boljšo zasnovo. Ne? Tukaj se mi zdi, da se v bistvu hiti, da se čim prej ponudi na trgu in se seka določene faze razvoja pač zaradi tržne tekme. A mami recimo težiš s tem, da mora čim večkrat zamenjati gesla, da ima dolgo geslo? Kaj delaš doma ti, ker si že tako varnostno naravnan? Da ima dolga gesla, zdaj ni tako pomembno, da se menja in to tudi zdaj smo umaknili to zahtevo, da je treba periodično menjati gesla. In tudi so popravili ta ameriški NIST, National Institute for Standards and Technology, je popravil. Bolj pomembno je, da je geslo dolgo, ne, kot da vsebuje, ne vem, velike črke, male črke, številke. Tako. In v bistvu ni nobene koristi od tega, da se menja. Nasprotno, ljudi sili v to, da pol namesto gesla, ki ga zamenjajo, rečejo geslo 1 ali pa geslo plus. Ne, da v bistvu ni tukaj res neke dobiti od tega. Ne. In pol določena gesla, ki vem, da itak bo moral jaz ti pomagati, ne, da me bo poklicala, pa da bom šel tja pa vzbrskal ven tiste napotnice, si kar jaz shranim. Ne. V upravitelj gesel, no. Password manager. Koliko je priporočila družina? Nad 12. Torej nad 12 mest mora biti dolgo geslo. Tako. Velike črke, male črke, številke. To pa poljubno. Zdaj v bistvu en sistem, ki se ga da uporabiti, je to, da recimo za geslo uporabiš nek stavek, ki je sicer nesmiselen, ampak si ga boš zapomnil. Ne? Modri konji hitro letijo. A veš, to se je lažje zapomniti kot neko kombinacijo črk, številk pa tako naprej. Ne? Pol mogoče presledke lahko zamenjaš s kakšnim ločilom, pa to, kaj dodaš še na konc. Ampak to je zdaj že v bistvu zadosti dolgo, da bo nek brute force napad, ne, se pravi neko ugibanje ali pa ugibanje slovari, bo težko to situacijo pogruntali. Ne. Tako da to je to. Ne. In predvsem, če imaš pa v bistvu potem še nek upravljalec teh gesel, ne, nek password manager, mora biti pa tisto geslo zadosti dolgo. Ne. Tisto je geslo, ki zaklene ta sef z gesli. Ne, recimo tudi niso več toliko aktualne tista opozorila, ne imeti prliman geslo pod tipkovnico, ker se te napadi zelo redko, mislim, jaz se ne spomnim, kdaj smo nazadnje imeli kakšen tak primer, da bi slišal za tak primer. To se ne dogaja. Ne, skoraj se ne dogaja. Napadi so nadaljavo, poskusi s slovarji in tako naprej. Ne, in če imaš enostavno geslo, recimo en tak anekdotičen primer je, ko smo v bistvu pri neki študentki v študentskem naselju, v bistvu je imela okužen računalnik oziroma je nekdo iz tam izvajal razne poskuse vdora.
In smo potem prosili vodstvo študentskega doma, če lahko pridemo v kontakt z njo, da bi pogledali, kaj se je na njenem računalniku dogajalo, zagotovili, da bomo odgledali samo tiste zadeve, nič drugega nas ne zanima. In pridemo tja in je imela, mislim, da Ubuntu Linux gor. Ne? In rekla, pa to je moj fant, mi je dal Linux gor, ne? Itak rabim za browsanje pa Gmail. Ne? In mi je dal to gor, pa rekel, da je veliko bolj varen kot Windowsi. Ne? No, imela je username Eva, password Eva. Pa nič ne pomaga, kakšen je operacijski sistem. Pa tudi to, kjer je bolj varen, kjer ni v bistvu tukaj gre bolj za tržne deleže, pa izpostavljenost, kot kaj drugega. Tako da, ja, tehnologija, ja, ampak moramo pol tudi imeti neke koncepte, kako bomo to tehnologijo uporabljali. Zdaj, ko govoriva o tehnologiji, tehnologijo začnejo ljudje uporabljati do zgodaj. Kaj ti priporočaš, da je pravi trenutek, da damo otroku tehnologijo in kako preprečiti tudi pri najmlajših, da niso lahko žrtev teh napadov, ker oni so še bolj naivni lahko, ne, in kliknejo na nekaj, kar ne bi smeli in potem potencialno okužijo še tudi ostale družinske člane. Čim kasneje. Zdaj, zakaj bi, vemo že, da v bistvu to izpostavljenost zaslonom aplikacijam v zgodnem razvoju zgleda negativno vpliva na razvoj možganov, da v bistvu lahko vodi v zasvojenost in v bistvu kasneje, ko otroka navadimo, na to se mi zdi boljše. No? Zdaj je ta meja pri 13 letih ali pri 15 letih, ker se zdaj pri nas začeli neki govor, da bi prepovedali uporabo družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Včasih je bilo tista 13 let, ko so tudi upravitelji družbenih omrežij nekako rekli, pred 13 letom ne moreš narediti računa, ne, pa si pač... Pa smo imeli problem, ko smo vedeli, da starši v bistvu skupaj z otrokom se zlažejo, koliko je otrok star, zato da bo otrok imel Facebook account. Meni takrat se mogoče zdela tista meja 13 let čist solidna. Jaz bi se obratno vprašal, zakaj dati otroku to napravo. Zdaj, a je to namest... A je to kot v bistvu temu, da se izogneš ukvarjati z otrokom, ne, kar dostkrat vidimo, ne, v lokalih, da vem, je družinica in otroka pomirijo tako, da mu dajo telefon, pa neko risanko ali pa neko igrico, zato da se starša lahko pogovarjata. Ne, in to kot vzgojni ukrep je seveda narobe. Še huje, kadar so vsi trije na telefonih. Ne. Ali pa cela družina tam in se da pogovarjajo in meni se to zdi grozno, mogoče sem pač druga generacija. No. Stara šola. Ja, ampak mislim, da se ugotavlja, da v bistvu so neke posledice, ki niso dobre za otrokov razvoj. Ne. Mislim, recimo vsi ti lastniki, ustanovitelji teh večjih firm, ne, ja, so rekli, da bojo otrokom dali pri 16, 18, torej dosti pozno, ne, dostope, ker sami vejo, kakšen negativen vpliv imajo. Ja, se tukaj je ta hipokrizija, ne, da v bistvu ne ukvarjajo se pa dosti s tem, kaj se povsod drugje dogaja, ne, drugim otrokom. To jim pa ni toliko pomembno. Ne. Vemo tudi podatke, ker so prišli podatki ven iz Mete, ne, da se vodstvo Facebook, Instagram, ja, da se Mark Zuckerberg, ne, zaveda, da je bil obveščen o tem, da cirka 10% zaslužka od oglaševanja izvira iz spletnega kriminala. In oni to sprejmejo kot vir zaslužka. To pomeni kaj? Kakšna oblika kriminala? Oglaševanje raznih spletnih goljufij, da te zmamijo v neke prevare. Ne? Facebook pobere denar, katero oglašujejo na Facebooku, tudi na Googlu. Ne, se pravi, platforma se zaveda in vodstvo se zaveda, da tukaj je težava, da 10% prihaja od spletnega kriminala. Kaj so naredili, v bistvu, kakor se vidi po teh
dokumentih, ki so prišli, pač to jemljajo kot normalen vir zaslužka. Smo imeli tudi v primere v Sloveniji, ko je neko podjetje oglaševalo preko Facebooka ali pa Instagrama in to je bilo nekaj, kar je bilo nelegitimno ali pa nelegalno? Tega se ne spomnim, bolj imamo probleme s tem, da algoritmi napačno označijo mogoče nekaj, kar spletno prevaro, kar ni. Ne? Mi imamo težave pri varni na internetu, v našem programu ozaveščanja, kjer opisujemo spletne goljufije, ne? In algoritmi niso tako pametni, kot se nam zdi. Ne? In vidijo neke ključne besede in rečejo, spletna goljufija. Ne, mi izobražujemo o spletnih goljufijah, zato moramo določene stvari omeniti na teh platformah. Imamo pa, vemo pa in smo, mislim, da leta 23 v letnem poročilu tudi opisali, če greš ti na razne novičarske portale slovenske in se odpelješ dol po strani, boš na koncu videl neko rubriko, včasih se reče več spleta. Ne? In med njimi bojo recimo oglasi za neka prehranska dopolnila in tako, ampak tudi za investicijske goljufije. Vabijo te v investicijsko goljufijo, da zasluži, veš, pa ne vem, neke znani Slovenci ali pa samo login, mislim, da bi bil en konkreten primer, je ne vem, koliko bajne vsote zaslužil za neko investicijsko shemo, da je še ti. In smo v bistvu obvestili medijski inšpektorat, pa tržni inšpektorat, so rekli, v bistvu mi tukaj nič ne moramo, to te, ta oglaševalska mreža ima sedež v Zagrebu, smo predali našim kolegom v Zagrebu, nič pa nismo slišali, da bi se karkoli zgodilo. Inšpektor je premalo, zakonodaja je slabo napisana, kaj če bi oglaševalska zbornica tukaj kaj tako... Nič se ni zgodilo. Nič se ni zgodilo. Ne? In v enem primeru je to bilo na portalu, kjer smo poznali novinarja, ki je redno pokrival naše teme. Se pravi, kibernetske incidente pa spletne goljufije. In smo rekli, lejte, vaš članek odspod vaba v spletno goljufijo. Bom preveril. Ne? In nazaj, marketing prav, da pač to rabimo, da preživimo, in nimamo nadzora nad tem. Kar ni res, ker te oglaševalske omrežja imajo v bistvu parametre, ne želimo takih reklam, več takih reklam in tako da to marketinški oddelek lahko upravlja s tem. Ampak vsak reče, to ni moja odgovornost, preloži na nekoga drugega, kolateralna škoda so potem ljudje, ki na to nasedajo. Tako da ni treba iti v Silicijovo dolino, po neke slabe prakse se tudi pri nas to dogaja. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni na delavnice, kjer boste z novimi znanji in orodji lahko spremenili svoje življenje. Torej, na začetku smo govorili o tem, da škode so približno 40 milijonov. Torej nekje 40 milijonov in to je vsaj prijavljena škoda. Ja. Tista, ki je neprijavljena, sploh ne vemo, koliko je. Na nek način se mi zdi, da ste vi relativno malo izpostavljeni v medijih, da se premalo govori o incidentih, ki jih vi obravnavate, da je neka ljubezenska prevara, da je neka investicijska prevara, da so neki vdori, razen mogoče tistih res največjih. Ko je neka velika firma, ko pade sistem, ki ga večje število ljudi občuti. Torej, medijska pozornost dela sicer glede na pomembnost, se mi zdi, da je relativno slabo izpostavljena. Ja, tukaj imajo pač mediji neke svoje zakonitosti, mi tudi vemo, da recimo, če imamo na mizi neko objavo, ki jo želimo v medije poslati, da nas bo preglasil nek političen škandal lahko. In v bistvu bo uredništva se odločila, da so druge teme bolj pomembne. Res je pa, da to mogoče imamo drugačen pogled, kot ga imaš ti. Mi v bistvu vidimo odziv medijev, kadar nekaj objavimo, ti pa vidiš, koliko nasplošno se te teme pojavljajo v primerjavi z drugimi, ko spremljaš te medije. Tako da težko vplivamo na to, kdaj se bo kaj objavilo. Vemo tudi, da mogoče kakšne stvari, ki se nam ne zdijo blazno pomembne, dobijo večji odmev, kot tisto, kar je pa res se nam zdi kritično.
Ne, ker so tukaj tudi uredniki drugače gledajo na to. Mi smo vsem tim, ki se s tem profesionalno ukvarja in imamo mogoče pač svoj vrsten pogled. Ne. To recimo jaz ne vem, če se spomnim, da bi dej opazil neko izrazito novico. Kljub vsem škoda, 40 milijonov je kar velika škoda. Ne? Pa so kar pokrivali, veš, STA pa pol vsi mediji to povzamemo. Tako da jaz to vidim v klipingu. Ne. Aha, razumem. Veš, jaz vidim te zadeve, ker imamo kliping in nam zberejo veš, vsakodnevne objave, ne, ki se nanašajo na nas, na kibernetsko varnost, na varni na internetu, veš, čim je omemba, pol to dobim jaz zjutraj v inbox. Ne. Tako da se mi zdi zanimivo to tvoje opažanje. Ne. Bomo malo o tem razmislili. Ne. Ne, vprašanje, ki imam, je to, da če je to neko organizirano podzemlje, da so to neki stotine ljudi, ki iščejo potencialne žrtve, če govorimo zdaj o ljubezenskih prevarah, investicijskih prevarah, kjerkoli prevarah, ne, da v resnici je tam nek profil zdravnika, ta zdravnik lahko komunicira s stotimi žrtvami istočasno, ena nakaže, prijavi vam, vendar 99 jih je še v procesu nakazovanja in rečejo, če se pogovarjate trenutno z zdravnikom, ki je na misiji, je to lažen profil, lepo prosim, prekinite komunikacijo, ne mu nakazovati denarja in na tak način v bistvu zaščitimo nove potencialne žrtve s tem, ko izpostavljamo nek konkreten primer. To dejansko tudi počnemo. Ne? Pa vprašanje, kdo nas sliši. Ne? Enkrat smo dobili povratni telefonski klic ene žrtve, ki je rekla, lejte, jaz vse razumem, kar ste mi povedali in verjamem, da je tako, ampak jaz se še nikoli nisem lepš počutila. Pol nimaš več v bistvu nekega, mislim, pol se debata z argumenti ustav, ne? Da se vidi, da nekdo želi to, čeprav ve in si mu vse razložil. Drugi vidik je, da se stvari obračajo v smer, kjer je vedno več treba investirati, če želiš, da bojo recimo videli tvojo objavo. Facebook je šel v to, ne? Če ni sponsor objava, ne? Bo zelo malo ljudi videli. Njihovi algoritmi pa dajo prioriteto tistemu, kar ti oglašuješ. In imamo nek budžet, ki ga imamo, da v bistvu ga uporabljamo v te namene, da probamo priti do širše javnosti. Ena stvar je pa konceptualna, ko smo imeli pogovore, ko smo začeli to ozaveščanje delati, ne? Je bilo pa to, da ljudje ne pridejo na naša spletna mesta, zato ker bi se jim zdelo to fino pa zabavno. Ampak pridejo takrat, kadar imajo neko težavo. Ne? In ko zvejo, kaj je težava, bojo tudi hitro probali odmisliti. To niso prijetne zadeve. Pač nekaj slabega se ti zgodi in hočeš to pustiti za seboj čim hitreje. Zato tudi vemo, da v bistvu pridejo, prebereš en članek in greš. Ne boš ti po varni na internetu brskal, pa kaj zanimivega je še. Ja, če delaš neko diplomsko ali pa kaj tazga, ali pa da te to iz nekega drugega profesionalnega stališča zanima, ne, pol seveda, ampak običajno pa ljudje pridejo, pogledajo za specifično težavo in grejo. In je tukaj tudi v bistvu mal se mi zdi, da smo prišli do neke utrujenosti s predoziranjem informacij. Da smo zbombardirani z informacijami, ne, in je zelo težko se prebiti skozi ta šum. Ne, in ta šum je v bistvu so zabavne vsebine, ki te probajo držati čim dlje na družbenih omrežjih. Jaz sam sebe najdem kdaj, ko začnem scrollati, točno to, kar me zanima, torej te naprave so izjemno pametne, torej ima umetna inteligenca že verjetno veliko vpliv, kako se zbira, ne, in potem je pol ure, kar nekaj že mimo in ne vem, kaj je šle te pol ure. Deva še kakšno stvar reči o potencialni zaščiti, to je en način, da grejo na vašo stran, torej kako se rekel, da je povezava do vaše strani? Cert.si. Pa to je bolj za strokovno javnost, varni na internetu.si, so pa nasveti o tem, kaj so, oziroma imamo izpostavljenih 6 trenutno najbolj aktualnih spletnih groženj, kjer lahko vidite, čemu ste trenutno najbolj izpostavljeni kot posameznik ali pa kot podjetje. Imamo tudi rubriko tam. Imamo na voljo določene, če recimo si ti upravitelj v podjetju DNS strežnika, mi javno objavljamo seznam domen, na katerih so phishing
spletne strani, ki smo jih mi obravnavali. Se pravi, vse prijave, ki jih mi sprocesiramo, končajo na tem seznamu. Ne? In ti lahko to vključiš, če ima podjetje svoj DNS strežnik, lahko to vključiš tja. Če nimaš svojega, uporabljaš od ponudnika, telefoniraš ponudniku, a imate to na voljo, sem slišal, da to CERT ponuja in vemo, da ta večji ponudniki to že imajo. Mi damo to na spisek, potem pa DNS strežnik od podjetja to periodično ta seznam skopira k sebi in v bistvu, če nekdo v podjetju želi obiskati to phishing spletno stran, ga opozori. Aha, razumem. Ja. Reče, tole pa na seznamu blokiranih spletnih strani. Ne? Pozor. Ne? Tako da to je še en korak za zaščito. Imamo še neke druge na isti spletni strani opisane mehanizme, ki so pa bolj tehnične narave. Za širšo javnost pa varni na internetu.si, že zato, da na prvi strani vidiš, kaj so tiste stvari, ki so trenutno najbolj aktualne, da boš mogoče imel v glavi, ko te nekdo pokliče za tistih 0,6 bitcoina. To sem pa že videl nekje. Ne? Odlično. Deva mogoče na svete za najmlajše. Torej, ena stvar, ki mladi dostkrat počnejo, je delijo fotografije in tu so lahko tudi celo dosti intimne fotografije in potem prijo do nekih siljevanj. So kakšni taki primeri v Sloveniji? Oziroma, so takšni primeri. Zdaj večinoma potem se policija s tem ukvarja, ne? In imam občutek, da se zelo hitro ugotovi. Mislim, tukaj je storilca zelo hitro identificirati. Ponavadi se že ve, kdo je storilc. Ne? Kdo je tisti sošolc, ki je pa to zakuhal, ne? Ki je ukradel te fotografije, pa jih objavil. Ali pa mogoče, ko sta se s punco razšla, pa je pol se jim naščval tako, da je kakšne intimne fotografije objavil in tukaj se zelo hitro identificira, kdo je to. Škoda je že deloma storjena, ker v bistvu je že izpostavljena oseba in v bistvu že ima neke psihične posledice, lahko to. Ampak to, kar se dogaja recimo v teh skupinah mlajših, mislim, da tudi nazadnje, da je včasih bilo bolj pogosto to, kot je zdaj. Zdaj mogoče je tudi že zavedanje tega, da bodimo pozorni pri tem, kaj fotografiramo, ne? In kdaj se fotografiramo v kakšnih situacijah, da je to zavedanje tudi že pri mladini prisotno. Včasih so starši zelo radi, predvsem, ko je bil Facebook noviteta, ne, so starši recimo zelo hitro objavljali fotografije svojih otrok. Mislim, da zdaj tudi pri starših to zavedanje, bodimo malo previdni. Ne. Zakaj bi javnost morala gledati moje otroke? Ja, zato, ker sem ponosen na otroke, ampak mislim, da to zavedanje se je spremenilo. Ne, da je tukaj napredek, se pravi, ni čist brezupno vse to, kar počnemo. Torej, en način, pa en svet je tukaj čim manj objavljati nekih osebnih slik, ker lahko pride do potencialnih zlorab. Ja. Mislim, razen če si influencer, pa moraš, ne. To je del naloge. Ja. Kaj je še kakšen nasvet? Torej, mladim smo rekli to, je še kakšen nasvet, torej, kaj so incidenti za najmlajše, da dava neke nasvete konkretne tistim, tudi mladoletnim, ne? Kaj recimo so prijave za mladoletne in kaj je nasvet? Tukaj bi bil nasvet tudi za starše, da mogoče malo imajo pod nadzorom to, koliko se uporabljajo digitalne naprave, koliko se uporablja telefon, koliko časa otrok preživi na TikToku. Zdaj eni starši to že počnejo, drugi ne še, tretji nikoli ne bojo tega počeli, ne glede na to, kaj naredimo. Ne? Pri otrocih bi pa recimo, mislim, da je pomembno, pa to je drug program, ki se s tem ukvarja, to je SafeSC, ki ima prav vsebine prilagojene otrokom, da ne verjamajo vsega, kar vidijo. Saj mislim, da je to zavedanje vsaj pri najstnikih že, da mogoče še preveč rečejo, ja, to je pa AI, ne? Pa je lahko legitimen posnetek. Ampak so bombardirani z neresničnimi fotografijami, videi, zgodbami in tukaj je eno tako brezno, ki se ga zdaj šele začenjamo lotevati kot družba. To, kar je zanimivo, tudi varnost je izziv, je res? Sigurno, ja. Torej, to so da za najmlajše. Torej, starši dajte biti pozorni, kaj oni počnejo in jih tudi tukaj nekaj izobražujejo na to temo. Potem sva rekla mogoče za tiste ljudi, ki so dost v nekih javnih
omrežjih, torej javni Wi-Fi. Dava kakšen svet tukaj, kako se zaščititi, ko prije nekdo na neko javno omrežje? Ja, tukaj je nujna uporaba VPN-ov, ne. Če vas to skrbi, če vas ne, pač zdaj načeloma niste vsakič izpostavljeni, ne. In šifriranja, zdaj že težko najdemo spletno stran, ki ne uporablja šifriranja, se pravi tistega HTTPS na začetku. Tako da ni vsa komunikacija naša direktno izpostavljena, nekdo lahko na mogoče slabo zaščitenem omrežju spremlja, katere aplikacije uporabljamo, katera spletna mesta obiskujemo. Po drugi strani imamo pa zdaj vsi pakete, kjer imamo dosti visoko možnost oziroma dosti visok zakup mobilnih podatkov. To včasih je bilo drago. Ne? In včasih si hodil okrog in iskal, kje so kakšni Wi-Fi dostopni, ne? Zato da boš lahko imel internet. Zdaj to ni več problem. Zdaj imamo mobilne podatke in tam je težje slediti zelo, neprimerno bolj. Težko je v bistvu slediti, kaj na mobilnih podatkih deliš, razen če si tam mobilni operater. Ne? Torej, svetuješ ljudem, da so čim več na mobilnih podatkih, manj na javnih Wi-Fi-jih. Ja, se mislim, da ta potreba po javnih Wi-Fi-jih, da v bistvu to je že skoraj zginilo. No? Imajo lokali recimo še vedno Wi-Fi-je, ampak zdaj, če je omrežje zadosti zaščiteno, en tak primer je ta EduRoam, ne, ki ga ponuja Arnes vsem svojim članicam, ne, se pravi, da na univerzah, na inštitutih je enotno EduRoam omrežje, ki je ustrezno zaščiteno. Se pravi, da se moraš identificirati in v bistvu pol ne more kar nekdo prisluškovati, ki je na istem omrežju. Gre komunikacija po ločenih kanalih. Ne. Tako da odvisno od tega, kako je nastavljen, predvsem treba biti pozoren v kakšnih lokalih, ne. In takrat tudi razmisliti, a bom zdaj res, ne vem, šel v bistvu pošiljati neke dokumente, ki so mogoče malo občutljivi, če gre pa za brskanje, recimo o tem, kdaj pride naslednji avtobus, pa je tukaj tveganje dosti majhno, da bo to nekdo izkoristil za neke zlobne namene. Potem sva rekla za podjetja, devaš še na svet podjetjem? Zdaj, če sem prej rekel, ne, dajte spremljati varni na internetu.si, ne, za fizične osebe, pa tam imamo pa tudi novičnik, ne. Za podjetje pa predvsem tismo, ki je zadolžen za varnost, če imate tako osebo, ne, v podjetju, da spremlja novičnik na cert.si. To pa namenjeno strokovni javnosti. Tam objavljamo nove ranljivosti pa tako naprej. Tudi kdaj imamo spletne seminarje na različne teme. Težava je v tem pri majhnih podjetjih ali pa srednjih podjetjih, ki nimajo lastne IT ekipe. In to v bistvu outsourcajo. Kako zagotoviti, da tisti, ki jim postavljajo omrežje, ve, da so tam neke dobre prakse, kako omrežje postaviti, kako postaviti storitve, na to, da bo bolj odporno, da se bo omejila škoda, če pride do nekih neljubih dogodkov. Bolj je to problem, ne? Problem kadra, da si ne morejo privoščiti majhna podjetja, da imajo enega zaposlenega, ki bo skrbel tam za varnost. Ne? Zato pravimo za fizične osebe, spremljite varni na internetu, za podjetja spremljite cert.si. In pošljite svoje zaposlene na brezplačen tečaj, ki ga imamo varni v pisarni.si, kjer se tudi recimo tisti, ki delajo v marketingu, ki delajo v računovodstvu, lahko seznanijo, kaj so tiste najbolj pogosta tveganja, ki so jim izpostavljeni, kako jih prepoznati in nekaj osnovnih nasvetov. To so kratki tečaji, zato ker vemo, čas je dragocen. Ne? In težko je poslati nekoga na neke dvodnevne tečaje, ne? Ker podjetje mora funkcionirati. Zato smo naredili take kratke online tečaje, ki v bistvu tisto osnovno higieno lahko zagotovijo. Bravo, čestitam za to. Ko gledam sebe in svoje podjetje, vidim, da tudi mi smo dostikrat bili napadeni potencialno, torej imeli smo primer ene komunikacije, ko je iz računovodstva dobila sodelavka moj mail,
Da mora hitro nakazati 40 ur. Da mora nakazati, mislim, da je bilo takrat 11,000, nek to velik znesek. In hvala Bogu, da sem jaz bil takrat v pisarni blizu, in rekel, kaj je ta mail? In kar nekaj smo šli gledati, dejansko je pisalo moje ime pa priimek, vendar seveda ne iz mojega maila. In tukaj je hiter, in verjetno, mislim, ti to boljš veš od mene, v manjših podjetjih, v srednjih podjetjih se treba hitro obrniti. Če direktor reče, klej je priložnost za posel, hitro moramo tole narediti, se mora hitro odreagirati, ne pa tisto, da se čaka, da bo to še 5 ljudi podpisali pa pogledali ta dokument. In zato je ta izpostavljena s takim direktorskim prevaram. Kaj mi naredimo v takem primeru? Mi posredujemo ta račun, na kjer ga ne bi se nakazali, to je račun denarne mule, se pravi, storilci ne nakažejo, ne rečejo, dajte na moj račun, ampak znovačijo verigo ljudi, ki potem ta denar prenakažejo, pa vzamejo neko provizijo za to, dogovorjeno. Ta račun sporočimo vsem bankam v Sloveniji. In one lahko dajo to na zadržalne sezname, ki jih imajo, in imamo povratno informacijo, to se je že zgodilo, da se nekdo obrnil na nas, eno podjetje, in so rekli, mi smo skoraj nasedli temu, in je banka nas obvestila, da je to na zadržalnem seznamu, ta račun, da ste nas sicer tu sporočili, da je to račun denarne mule. Hvala. Tako da gledamo na to, kaj so tisti koraki, ki bi v praksi lahko pomagali. Ne samo te velike načrte, pa bomo ne vem, kakšen sistem razvili, nacionalni. So tudi včasih smiselni koraki v enem drobcu pogledati, kaj lahko tukaj naredimo, kaj če bankam to sporočimo, boste vi to uporabljali. Ene banke bojo, ene banke ne bojo. Imamo tukaj seznam phishing spletnih mest, a bo kdo to uporabljal? Vemo, da eni veliki ponudniki že uporabljajo. Tako da gledamo na to, kje lahko z majhnimi koraki tudi malo izboljšamo. Tukaj bi rabili vi potem dobiti kakšno finančno nagrado za vsako evro, ki je privarčevan ali pa prišparen. Ja, kaj pravijo, iz tvojih ust božja ošesa. Ja. Kako vidiš prihodnost? Zdaj sva nekje skoraj četrt stoletja skupaj povezana, sodelujeva na tem področju informacijske varnosti. Kaj misliš čez 10-15 let? Težko napovedati. Veš, si predstavljaš pred 10-15 leti, a bi znala napovedati, da se bo to dogajalo kar se. Jaz mislim, da ne. In tudi, če gledaš, mi smo imeli pred kratkim 30-letnico in smo zbrskali v bistvu mislim, da je bila revija Byte, takrat v 80-ih letih, neka ilustracija pa opis, kako bo izgledal kriminal v prihodnosti. Pa računalniki, pa to, ampak so bili tudi leteči avti, veš, ki jih še nimamo. Tako da to napovedovanje je, jaz bi si upal mogoče za naslednjih par let, da tukaj bo, jaz mislim, da to, kar vidimo zdaj iz umetne inteligence, jaz mislim, da je mehurček, ki bo počel. Ostal bo nekaj koristnega od tega, ampak ne v tej obliki, kot se zdaj nam proba predstaviti in se nam včasih kar že malo usiljuje, kot v bistvu, da to pa nujno zdaj uporabljati. Mi smo tudi v projektih, ki gledamo, kako umetno inteligenco uporabljati v obrambne mehanizme, kako tukaj zboljšati, kaj bo pa čez 10 let, kdo ve. Mogoče sem čez 10 let spomnil, da sem to vprašal, pa bom rekel, sploh si ne bi predstavljal. Odlično. Gorazd Božič, hvala, da si bil naš gost. Jaz mislim, da počnete eno res veliko delo. Čestitam tebi, celotni ekipi. Hvala. Sem hvaležen za to res dolgoletno sodelovanje. Tudi, da si bil gost v podcastu, kjer si trudimo neke strategije odličnosti prikazati in mislim, da sva dala danes kar nekaj zanimivih koristnih napotkov. Torej, če dava za konec neko zaključno misel, stavek, 2, ki bi jih dal našim gledalcem, poslušalcem? Da se mogoče te teme slišijo blazno zakomplicirane in bi rekel, ne obupati.
Tisti ukrepi, ki jih lahko naredite za to, da boste zmanjšali tveganja, so zelo elementarni. Ta omrežna higiena, imate napotke na varni na internetu.si, ni treba biti blazen strokovnjak. Sicer pa, Aleksandar, hvala za povabilo in za lepe besede. Ja, še enkrat hvala. In če je vojak na misiji, sva reka, ne, ali pa če so dobili mail, da je nek stric umrl v Ameriki in jih zapustil 100 milijonov, pa če je neka priložnost, da dobijo takoj nek bitcoin, ne nasedati, prosim, dajte vprašati direktno vas ali pa pogledati, če te prevare že kje prej obstajajo in potem še naprej uporabljati internet, kar se da varno. Tako da, hvala še enkrat in veselje. Hvala za povabilo. Ja. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni na delavnice, kjer boste z novimi znanji in orodji lahko spremenili svoje življenje. Hvala, ker nas spremljate. Prosim vas, da se naročite na naše podcaste tako, da kliknete na gumb subscribe oziroma naroči se in s tem boste prvi obveščeni o vseh novih vsebinah, ki jih pripravljamo povsem brezplačno. Vabljeni, da komentirate, všečkate in tudi delite ta podcast, kajti s tem nam pomagate, da se dotaknemo večjega števila ljudi.